Obiskali smo prvo specializirano nogometno trgovino v Sloveniji. Gre za novost, ki pa je v tujini že dodobra uveljavljena. Ideja je nastala predvsem iz tega, da sva oba že od malega povezana z nogometom in da bom rekel čisto na široko, da v Ljubljani ni take ponudbe, se pravi ni specializirane nogometne trgovine, ki bi konceptualno ustrezala najni ideji. Tako da, kar se same trgovine tiče, je razdeljena v 4 sklope. Eden je namenjen profesionalni obutvi za igranje na naravni travi, drugi je osredotočen na mali nogomet in pač vse bolj razširjena je igrišča z umetno travo. Tretji segment pokriva izdelke namenjene vratarjem v nogometu. Četrti je pa najbolj tak širok, tako imenovani players wall, ker midva se vse poimenovala po volih, je pa v bistvu namenjen celotnemu spektru igralcev za prosti čas, za profesionalno treniranje, kot razne dodatke in tako. Koliko časa je trajalo od rojstva ideje do realizacije same trgovine? Rojstva ideje. Rečemo, da je nekako od januarja. Moja prelomnica je bila, ko sem šel v London, pa sem videl neko vsaj podobno zadevo tam. Ne glih to, kle sem mi vales hotela vse v konceptu vzeti, od klop do igralcev, ko so dali svoje drese in ostalih stvari. Tako da od nastanka ideje vse pravim, pa do zdaj le 7 mesecev. 7 mesecev skupaj z obnovo in z vsemi temi. Mogoče sta ravnala po vzoru, katere druge trgovine? Niti ne bi rekel, da so ravnala po vzoru, ampak so nekako bila približno tisti, ki so specializirane, ker pač v zahodnem razvitem svetu se mi zdi, da vse gre nekako na specializacijo, ni kle, kakor povsod neke, vse trgovine za vse, tega mi dva nočva. Kle, da bi mi dva točno tisti, ki bo prišel, pač, ki bo hotel igrati nogomet, bo prišel na eno trgovino, zato ker je res vse za nogomet. Kakšnih obiskovalcev si želita s tem kupcev? Dobro, vsak kupec, vsak gost je dobrodošel na eni trgovini. Torej, osredotočena sva res na tiste, katerim je nogomet pri srcu. Torej, ali se ukvarjajo z njim resno ali bolj ljubiteljsko. To je to. Vsak gost je pri nas dobrodošel. Še kakšni plani za naprej? Plani za naprej so, se pravi, spletna stran je v izdelavi, mislim, da bo v naslednjem tednu lansirana. Na to pa pač seveda razširjanje na celotnem trgu Slovenije, kot tudi v bistvu, bom rekel, skrb za nogometne klube v Sloveniji. Predvsem nekako tak individualen pristop do vsakega igralca, ki bo prišel not. To bomo mi dva znala zagotoviti in temu se tudi stremiva k temu. Lahko tudi otvoritev te trgovine mogoče pripomore k neki še dodatni popularizaciji slovenskega nogometa? Seveda, da pripomore. Saj mi dva k temu stremiva. Upam, da bo nogomet vedno in vedno bolj postajal še bolj popularen, kot je v tem momentu. Zaradi tega sem tudi povabljal nekatere zvezdnike, da pač vidijo ljudje, da se nogomet v zunaj res nekako je na najvišjem nivoju, da upam, da tudi sem pride. Na otvoritvi so bili prisotni tudi znani slovenski nogometaši. Kaj vas je danes pripeljalo na otvoritev trgovine Soccerbox? Moram reči, da so to družinske vezi. Dino Đapić je moj bratranec in me je povabil in sem se rade volje odzval. Kaj po vašem mogoče prinese ta trgovina mestu Ljubljana in širše slovenskemu nogometu mogoče? Mislim, da prinese zelo pozitivne stvari, kar se tiče dostopnost do opreme. Do opreme z zelo visoko kvaliteto. Tudi zdaj, glede na to, da se gradijo štadioni tudi v Ljubljani in tako, mislim, da je to zelo ena lepa stvar in pozitivna stvar za mesto Ljubljana, da lahko vse te kvalitetne stvari dobijo na enem mestu. Mislim, da je pobuda dobra, zato ker take trgovine v bistvu v Ljubljani, pa tudi ne vem v Sloveniji, če je, in je dobro, da imajo tudi nogometaši nek svoj izbor, da lahko pridejo pogledati si kaj kupijo in mislim, da je to prava stvar. Kje je slovenski nogomet danes? Mu raste popularnost, mogoče en komentar stanja slovenske ekipe? Če raste, ne slišam, mislim, da raste, da iz leta v leta tudi slovenski nogometaši do tega hodijo v tujino, da napredujejo, da več igrajo in da tudi po eni strani, da tudi Slovenijo predstavljajo. Tako da, ko mogoče ga priješ kam ven, tudi vsi ne vejo dobro, kje je Slovenija. Po eni strani mislim, da raste. Ja, jaz mislim, da smo končno dobili eno trgovino, ki se bo resno ukvarjala s športnimi čevlji. Mi igralci smo
veliko nas je to pogrešalo, zdaj ker ni bilo kvalitetnih čelov, ni bilo dosti izbire in kakor poznamo oba akterja, ki držita to trgovino, vem, da bo to našo potrebo, ki imamo za te nove čevlje, da jih bo izpolnjevala in bo imela same vrhunske copate. Kje ste pa do zdaj nabavljali čevlje in podobno opremo, ste morali v tujino oziroma kako? Ja, več ali manj je šlo vse prek interneta, ena stran iz Anglije in tam sem vse nabavljal. Zdaj pa jaz mislim, da kakor tudi, ker sta prijatelja pa vse, da bom zelo verjetno, da bom tlele nabavljal. Kje je slovenski nogomet danes? Jaz mislim, da stadiona se gradita zdaj v Kopru, v Ljubljani, da počasno napreduje. Zdaj veliko je teh ljudi, ki hočejo naš nogomet, hočejo nekako potunkati, da ni neki visok sam, da bi še tudi kako tekmo gledati v tujino, pa to bi tudi videli, da tudi tam ni neki, da v bistvu publika naredi to tekmo nekaj več in jaz mislim, da ni tako slabo, kakor vse zgleda in bo naš nogomet bo šel sam še navzgor. Se boste prihodnjo leto v Južnoafriški republiki udeležili svetovnega prvenstva mogoče? Ja, jaz zdajle trenutno še čakam poziv Keka, če me bo rabil sam. Jaz verjamem v moje prijatelje, naše nogometaše in sem siguren, da če bo pokazali to, kar znajo in znajo zelo veliko, da se bojo sigurno vrstili. Sigurno, glede na to, da je nogomet eden izmed najbolj popularnih športov, ki je prisoten praktično od majhnih otrok pa vse do starejših generacij, pa tudi do rekreativcev, je bilo potrebno, da se ena taka specializirana trgovina pojavi tudi v Ljubljani in upam, da se pojavi še tudi v kakšnem drugem kraju v Sloveniji. Mogoče en vaš komentar, ki je trenutno v slovenski nogomet, raste popularnost, kako bi vi rekli? Pa trenutno smo nekje vmes, moram priznati, ampak mislim, da bo zdaj spet, ko pridejo do kvalifikacijskih tekem, ki jih bo igrala naša reprezentanca, pa tekme predvsem v Londonu z Anglijo in potem v naslednjem letu, ko se približuje to svetovno prvenstvo, ta popularizacija iz dneva v dan rasla, ker bo medijsko tako in tako prisotno na vseh možnih poljih. Boste prihodnje leto na svetovnem prvenstvu v Južnoafriški republiki kot gledalec? To je težko vprašanje, ker imam svojo zaposlitev, ki je povsem na drugem koncu sveta. Torej, s čim se trenutno ukvarjate, mogoče še to malo? Ja, trenutno sem pred enim velikim izzivom in odhajam z selektorjem Srečkom Katancem v Dubaji, kjer prevzema reprezentanca Združenih arabskih emiratov. Velik izziv je pred vami torej? Absolutno. Kaj mogoče pomeni otvoritev te trgovine, ki je specializirana za nogomet, za širši slovenski prostor? Ja, s tem smo še en korak bliže razviti Evropi v smislu promocije nogometa, kajti take trgovine po mojih izkušnjah so v tujini čisto nekaj normalnega. Vsekakor nas veseli, da imajo naši člani s tem omogočeno izbiro, kot imajo tudi igralci v Nemčiji in verjamem, da bodo pridno kupovali produkte te trgovine. To verjamemo tudi mi in seveda verjamemo v nogomet.